vedeli, nič se niso s Petrom skregali ali pa kaj, pa tudi hribi se mi niso zamerili. Tle se kar fino uspne. Z Lukatom odločila, da še na mali draški vrh skočiva. Malo treba tudi energije nazaj nabrati. Z Lukatom je vedno zabavno. Živijo, Peter spet z vami, pa seveda kanal v naravo. Ne boste verjeli, kdo je z mano. Eni ga verjetno še ne poznate, tisti, ki ste pa bolj od začetka z mano, oziroma ja, z nami, pa veste, da je tole Luka. Po skoraj enem letu se je skorajžil, pa spet prišel v svet, malo v hribe. Sva pa spet na Pokljuki, kjer sva lanskrat ene 3-krat rovarila. In greva najprej na Viševnik, pa en krog proti Mrežcam in nazaj sem, tako da pejte z nama, ful bo dober. Pa tako kot lanskrat imamo spet srečo, da se glih dogaja tle na Pokljuki. Neka tekma, neka evropski pokal, nekaj takega. Sva pa parkirala tamle na parkirišču od vojske, tako da tam je zastonj. Če bi pa sem naprej prišla, bom mogla pa plačati. Če radi plačujete, morate tle parkirati. Dan. No, da ste vedeli, nič se niso s Petrom skregali ali pa kaj, pa tudi hribi se mi niso zamerili. Zdaj bi bila neka zdravstvena situacija, tako da tole bo letos moj prvi 2000-ak, tako da ja, tako to je. Tukaj na tem prikupnem smučišču bo kar po smučišču gor udarila pa proti Viševniku. Dan imamo pa spet tak, da je prav škoda biti v službi. Malo nam je že vroče ratalo, tako da prvo slačenje. Preden gremo pa iz smučišča dol pa še en posnetek. Tle se kar fino uspne. Tle ne vem, tole jezerca se reče tale del. Tukaj je prav fino škripalo pod nogami. Sva prišla pa do križišča, oziroma razpotja. Desno, če bi hotela iti ta krog, ki ga gre, bi lahko tudi desno šla, pa obšla Viševnik, ampak gre še en vrh narediti, tako da pičeva gor. Kakšni razgledi bo šele gor. Tole mora deliti, da se jo prvič res odpre. Tukaj bo pa šla pol proti Mrežcam. Se vidi tam lepotke. Pol zaokrožila, pa dol na planino za Javornik in nazaj na Rudno polje.
Evo ga, dobrodošli na Viševniku. Gremo kar takoj razgled. Tam dol imamo Debelo peč, Kepa, tole dole je Krma, Rjavina, Triglav pa Luka. Še Mali Draški vrh, Veliki Draški vrh, Tost. Tale dol se Krm vidi, pol so pa južne Bohinjske gore, tukaj Bohinjska dolina. Čist dol se Snežnik vidi naravnost, pa tukaj Ljubljanska kotlina oziroma Gorenjska ravnina. Tam desno so Kamniške, naravnost je pa Stol. Tole spodaj pa vse poklukane. Tole je selfie z vrha, zdaj za gor so se kar precej ubirala, zaklepetala se dvakrat, najprej z gospo Marto pa z Markotom. Pa še tle so enega soseda skoraj srečala iz Vrhnike, pa so malo poklepetali. Tako da gremo počasi naprej, to smer, pa pol kele dol, tako kot sem že prej rekel. Tako da, lušten bo še naprej, ostanite zraven. Ja, pa še tole dol, tole je planina Konjščica, dol naprej je pa Uskovnica. No, tukaj je pa zdaj malo drugače, je pa samo 1 stopinje so naprej. Gremo direkt proti Triglavu. Glih toliko snega, da je malo zoprn. Pa sem prišla na Srenjski preval. Zdaj bo pa kaj čez nadaljevala. Kako se lepo vidi. Pa še pogled na Viševnik. Podobno kot prejšnjič, ko sem bil za Lešom tlele, sva se tudi zdajle z Lukatom odločila, da še na Mali Draški vrh skočiva. Dobrodošli še na Malem Draškem vrhu. Tole je Viševnik, Luka, naravno Stol, Luka, dolina Krma, pa pot proti Krederci in Triglav. Evo ga, selfie z vrha drugič. Saj se ga vidi Triglav, ne? Maj dober, ne? Neč gremo naprej. Nazaj sva na Srenjskem prevalu in bajemo 2 uri pa pol do Lipance. Kakšen lep pogled v Krmo, a? Tole je pa Rjavina. To je pa tako, ko greš malo po svoje. Pa priješ do nekje, ja, pa bo že našla. Pogled nazaj. Pa naprej. Koliko je pa prav tak puhaš sneg in je tak žur hoditi.
No tole pa pogled v krmo. Naravnost Rjavina, tole je Rš, tiste pa Triglav. Tukaj je v približno 600-700 metrov dol, nič. Kaj pravite pa na to? Evo, še enkrat eno panoramo. Tole je bil Triglav na desno. No, ta desni je Mali Draški vrh, ta levi je pa Viševnik. Ta naravnost je pa Črna prst. Tukaj je pa spet en razgled za posnet. Tudi v Bohinju je megle zmanjkalo. Snega je zdaj, se mi zdi glih prav za tlele hoditi. Če ga bi bilo malo več, pa bi ti borovci bili bolj povešeni, bi bilo malo težje hoditi. Če ga bi bilo pa ful več, da je sploh borovci da bili pokriti, pa bi tlele skrb prišla, bi bilo pa sploh bomba. Moje naporno. Jo, kdo je pa rekel, da mora biti vse lahko. Tako da prav uživava. Pa toplo je, ful. Malo treba tudi energije nazaj nabrati. Pa pičimo naprej. Ja, jeva pa datle, odlično, pa suhe kake, posušene. Od Petra. Ja, tudi odlično. Odlično. Malo sva se ukrepčala, zdaj pa pičijo naprej. Še eden od zadnjih pogledov, preden greva tle zadaj, tale hrib. Res je neverjetno lepo. Da pa ne bi bilo preveč monotono, so pa itek eno bližnjico udarila. Zdaj spet iščejo pot. Za na Viševnik ni toliko strmo, ne se bati. Tle gor so Mrežice, ampak ne bo šla, ker nisa prav ne vem kako zgodna. Bo šla kar dol proti Lipenški planini pa proti avtu nazaj. Tukaj proti Blejski koči je pa avtocesta. Dobrodošli na Lipenški planini. Tamle na drugo stran je pa pot na Debelo peč, ki je bil mislim, da prejšnji video ali pa 1-2 videa nazaj. Zimske radosti. Koča izgleda zaprta, tako da gremo iti proti dolini. Gre kar direkt dol. Z Lukatom je vedno zabavno. Najdeva vse bližnjice. Tudi če pa na koncu se izkaže, da niso bile nič bliže. Smo na razpotju, oziroma sva na razpotju. Tukaj le desno greš lahko proti Rudnem polju, ampak midva bo šla kar čez planino za Javornik, da še tisto posnamem, kako je lepo. Tukaj so pa kar delovni gozdarji. Tole vse so nam vzeli zdaj v 4 dni me tle ni bilo. No, se vem, da tole lahko en dnev brez problema, ampak vseeno je zanimivo videti, koliko se spremeni v parih dneh lahko. Zdaj se pa malo zakopil tle. Zdaj se pa počasi bližava planini za Jamniki, tukaj je pa drugač parkirišče za Jamniki.
tukaj sred planine, pa se usmerimo gor. Pogled proti Viševniku, pa malim Modraškemu vrhu. Takole sva se okrog naredila. Ta čudovita planina. Tle malo bolj na levo smo mogli iti, da sva tole pot proti Rudnemu polju zahaklala. Midva sva že pri cest, tako da tukaj z ovinkom, pa če se ne motim, prikriše. Počasi se bližava koncu še enega novega potepanja. Štilu, kak je povedal zdaj, ker že dolg nis. Jaz bom zdaj povedal prvo statistične podatke, da z najnima dvema velikima pogovoroma na poti slabih 6 ur poti s pavzami 14 km, Jurje Višincev, tako da ja, kar mogoče malo dolga pot za hoditi, ampak ja, lepa pač, jaz mislim, da ne preveč naporna, tako da Sploh polet, če greste, je tole ful lušten. Da se pa tudi manjše kroge, oziroma krajše kroge delati iz tega. Lahko pa tudi daljše, valjda. Vse se da. Drugače pa ful lepe razgledi, čudovit dan sem imela, lepa narava, Pokljuka je top. to se že veselimo, da bo še več snega. To je to, Tako da, pa tudi poletja. ja, tudi. Tako da vabljeni na kakšen izlet. Pa na Instagram, pa na Facebook nas sledite. To je to. Pa lajkite. Pa ustavite nas, če nas kaj vidite. Nič, lep dan še naprej. Hvala, ker ste ostali z nama do konca. Pa se kmalu vidimo. Ja, upam, Ajde. da prej, kaj na zadnje. Ajde, Čau. čau.